Zdaj pa zgodba, ki je mnoge pustila brez besed. Kako je mogoče, da se je lažni policist neovirano sprehajal po varovanem območju največjega slovenskega letališča, pri tem pa mu je pomagal pravi policist? Na postaji letališke policije Brnik vsiljivca dalj časa niso zaznali. Primer so razkrili šele kranjski kriminalisti. Ključno vprašanje, ki se ob tem odpira, pa je, kakšen je bil namen oziroma motiv tega lažnega policista in kakšne bodo posledice, kdo in kako bo odgovarjal? Denis Malačič. Policist naj bi lažnemu policistu priskrbel policijsko uniformo, po poročanju celo eno izmed svojih, ter mu v času, ko ni bil na delovnem mestu, posojal svoje službene kartice. Z njimi se je lahko lažni policist nemoteno gibal po letališču, enem najbolj varovanih objektov v državi. Kako dolgo je takšno ravnanje potekalo, ni znano. Po informacijah Damjane Žist, novinarke Večera, ki je prva poročala o primeru, pa naj bi trajalo dlje časa. Ob tem se sprašuje, kako je mogoče, da komandir in njegovi pomočniki niso preverili osebe, ki je prihajala v njihovo enoto. Policija je hierarhični sistem, ki ima določena pravila. To pomeni, da mora nadrejeni v neki enoti preverjati, kdo mu je v enoti, kdo je prišel, predvsem pa ob tem mora tako osebo spremljati dokumentacija. Zdajva je nedopustna, zdajva je nevarna in nimam komentarja, kakšne posledice bi se lahko zgodile zaradi takega lažnega policista, ki je opravljal delo nekje na letališču Brnik. Kranjski kriminalisti so primere odkrili septembra lani. Policist naj bi lažnega policista prevažal v službenem vozilu, oba sta imela oblečeni uniformi, ko so jima na letališču nastavili past. Policist se je kasneje zagovarjal, da je zgolj prevažal svojega kolega. Policija pri tem primeru se more zamisliti najprej, ali je takšen policist, ali ima še sploh potrebno integriteto, da nadaljuje s službovanjem. Po drugi strani pa, kako je s tem notranjim starešinskim nadzorom nad delovanjem policistov. Gre za izjemno resno varnostno tveganje, še dodaja Žaberl. Zloraba dostopa do varovanih območij bi lahko omogočila sabotažo, tihotapljenje ali celo teroristični napad. Kljub resnosti primera pa je policist doslej prejel zgolj pisno opozorilo pred redno odpovedjo delovnega razmerja, drugih posledic pa za zdaj ni. Glede na sankcije, ki se izrekajo v policiji, je zadeva presenetljivo mila, ampak to bo na ta vprašanja bodo mogli odgovoriti direktor policijske uprave Kranj in generalni direktor policije, ki je tole pisno odpoved podpisal. Moje vprašanje šefu policije je, zakaj je na tem delovnem mestu letalske policijske enote še vedno komandir oziroma njegovi podrejeni, ki bi morali zaznati nekega vsiljivca, nekega lažnega policista, in zakaj na delovnem mestu direktorja policijske uprave še vedno direktor, ki je tam približno leto pa pol, če so torej dopustili, da se je taka zadeva zgodila. Motiv za takšno ravnanje ostaja nejasen, kriminalisti pa so ovadili oba, tako lažnega kot tudi pravega policista.